Vesel sem, da letališče v Cerkljah končno postaja pravo vojaško letališče. Z zadnjimi posodobitvami je to postalo letališče, ki omogoča pristajanje in vzletanje ob vseh vremenskih pogojih in ponoči in podnevi. Vsekakor pomemben korak naprej, ki bo povečalo frekvenco letal na tem letališču, hkrati pa tudi omogočilo več priložnosti lokalnemu prebivalstvu za zaposlitev. Že zdaj vabimo številne mlade, ki jih zanima tehnika, da se pridružijo slovenskemu vojaškemu letalstvu. Tukaj v Cerkljah je možnosti veliko in so iskreno dobrodošli. Ta današnja slovesnost kaže tudi na izjemno dobro partnerstvo v zavezništvu NATO. Vesel sem, da so danes z nami tudi ameriški prijatelji. In Zveza NATO je izdatno pomagala pri posodobitvi tega letališča. Prva faza posodabljanja letališča je stala več kot 70 milijonov evrov in več kot 40 milijonov evrov je prispevala Zveza NATO. Seveda nas v prihodnosti čakajo še pomembne naloge, zagotovo sledi zdaj druga faza, ker bomo letališče še dodatno opremili za večje logistične zmogljivosti in pa izboljšali bomo tudi dobavo in dovoz oziroma dostavo goriva za vojaška letala in pa helikoptere. S tem bomo ponovno dvignili letališče na višji nivo. Sem pa tudi vesel, da se v zadnjem obdobju stvari premikajo v pravo smer, tudi z vidika vojaškega letalstva. Vojaško letalstvo bo dobilo novo transportno letalo. Jaz verjamem, da se bomo v roku enega leta že lahko veselili novega prihoda letala. Nameravamo posodobiti tudi našo helikoptersko floto in pa tudi dokupiti dodatne vojaške helikoptere. Skratka, danes je praznik, ki se ga iskreno veselim. Je modernizacija v pravem pomenu besede, se pa zavedam velike odgovornosti in pa tudi delo, ki nas čaka v prihodnosti. Hvala lepa.